Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Stiska ljudi je v Sloveniji vsak dan večja. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je v tem trenutku kar 10.000 ljudi z zamrznjeno zdravstveno kartico, ki si zdravniške pomoči ne morejo privoščiti. V ta namen v Sloveniji delujejo že 4 brezplačne oziroma pro bono ambulante. V Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici in Kopru, 5. pa so danes dopoldne odprli v Kranju. Vsi, ki zaradi denarne stiske nimate urejenega zdravstvenega zavarovanja, lahko v Fajdigovi ambulanti poiščete zdravniško pomoč popolnoma brezplačno. Vsi pacienti bodo dobili osnovno zdravstveno oskrbo, če bodo potrebovali pa tudi specialistične preglede oziroma tudi zdravilo, bodo dobili brezplačno tudi te. Torej vsa zdravila, vsi specialistični pregledi? Vsa zdravila, vsi specialistični pregledi so brezplačni. V prostorih osnovnega zdravstva Gorenjske na Gosposvetski ulici 9 v Kranju, nasproti nujne medicinske pomoči, se nahaja ambulanta, katere celostno podobo je brezplačno pripravil kranjski oblikovalec Dušan Grobovšek. Naša pomoč je zlasti bila v smeri, da zagotovimo brezplačno uporabo prostorov pri nas. To je prostor, kjer se je predtem odvijala ambulanta za odvisne. Da zagotovimo tudi v okviru naše finančne službe prostovoljno oziroma brezplačno knjigovodstvo v društvu, ki je ustanovilo pro bono ambulanto, da skušamo zagotavljati ustrezen material. Društvo Fajdigova ambulanta, ki ga sestavljajo ustanovitelji ambulante, je projekt pripravilo v sodelovanju z mestno občino Kranj, zdravstvenim domom Kranj, osnovnim zdravstvom Gorenjske in posamezniki. Društvo je do zdaj prejelo že veliko donacij, prostovoljne prispevke za obratovanje ambulante pa bodo potrebovali tudi v prihodnje. Kdo bo kril vse te stroške, se pravi, kdo krije celotno ambulanto, zdravila, preglede, specialistične preglede? Delo v ambulanti je prostovoljno, torej brez plačila. Računamo, za ta namen smo odprli društvo Fajdigova ambulanta in računamo na pomoč posameznikov in podjetij. Torej pričakujemo donacije in pa prispevke. Za vsakodnevni material za oskrbo pacienta in nadaljne preiskave jim bo na voljo tudi zdravstveni dom Kranj. Mi že sodelujemo z nabavo materijala, z nudenjem laboratorijskih storitev in pa z nudenjem kakšnega slikanja, kakšnih teh minimalnih specialističnih storitev. Podrobnejše specialistične preglede ali morebitno hospitalizacijo pa bo krilo Ministrstvo za zdravje. Edina gorenjska pro bono ambulanta je velik doprinos za kranjsko lokalno okolje. Zelo pomembna pridobitev za Kranj, pa tudi za Gorenjsko, namreč poznano nam je dejstvo, da ima kar 10.000 zdravstvenih zavarovancev zamrznjeno zdravstveno kartico in se mi zdi zelo pomembno, da bomo tudi takim, ki so pač v življenju naleteli neko stisko, lahko preko te prostovoljne pomoči pomagali. Jaz sem zelo ponosen na našega direktorja gasilske službe, ki je ta projekt začel. Seveda najlepše se zahvaljujem vsem zdravnikom, prostovoljcem, medicinskim sestram, tehnikom, ki bodo v svojem prostem času brezplačno to delovali. Jaz bi povabil vse Kranjčanke in Kranjčane, da tudi oni projekt podprejo, pomagajo z zdravili, pomagajo na kakršenkoli način lahko. V brezplačni Fajdigovi ambulanti bodo paciente brezplačno obravnavali 3 upokojeni zdravniki prostovoljci. Dr. Peter Štular, doktorica Ana Teran in doktorica Nevenka Perčič ter medicinska sestra Anita Obat in zdravstveni tehnik Tadej Krišelj, ki bodo prve paciente sprejeli že jutri popoldne.